Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, sledilci in gledalci Fajn podcasta, kjer vas vedno znova inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In tokrat je tukaj Lent Edition Fajn podcast. V zaodrje smo uspeli izvleči direktorja festivala Lent in Narodnega doma, Vladimir Rukavina. Gogo je z mano, pozdravljen. Pozdravljeni, jaz pa ob poslušalcih in gledalcih pozdravljam tudi poslušalke in gledalke. Tako, evo, norme so izpolnjene. Dajva začeti kar s tvojim imenom, ker je zelo zanimiva zgodba tukaj pri tebi. Zakaj Gogo? Čisto enostavno, ko sem bil mali, sem želel, da me nosijo po rokah in sem rekel Gogo, gor in tako sem postal Gogo. Nič ni strašansko. Ja, ampak si kdaj pomislil, da bi to lahko bilo tako, kako bi rekla, simbolično tudi gor in potem si res v življenju šel samo gor. To v resnici moram povedati, da nisem nikoli še. Vidiš, zanimiva istočnica v zamisli. A pa tudi dol sem padal vodil, res krvi. To sploh ne dvomim, ker v tem poklicu, ki si ga ti izbral, v bistvu je zagotovo veliko vzponov in padcev. Je. Ampak ti si začel pravzaprav, ti si hkrati plesal folkloro in igral košarko in potem se je nek splet na ključi zgodil, da si na Malti dobil idejo, da zakaj ne bi pa mi v bistvu šli plesati. Točno, no, torej, bil sem na Malti, igral sem košarko takrat in potem sem se pogovarjal z predsednikom njihove košarkaške zveze oziroma olimpijskega komiteja. Pa sem rekel, jaz pa tudi v Mariboru imamo eno krasno folklorno skupino, pa mogoče bi pa lahko prišli sem, ker sem impresioniran nad lepotami Malte. Pol pa je rekel moment, pol pa je telefoniral nekaj in rekel, jutri ob 9. zjutraj imaš sestanek z ministrico za kulturo Agato Barbaro in pojdi pa se boste zmenili. Jaz nisem mogel verjeti, nismo videli, kako se naj oblečem, na koncu nekako smo zbrali, ker smo imeli same majice pa take stvari in sem šel tja. No in v bistvu sem se res dogovoril takrat za prvo gostovanje kot študent. Prišli smo, tako sem prišel nazaj, seveda, sem se zmenil z ministrico, gremo na Malto. Gledajte, ja, in glavni pot sem moral še denar zrihtati, ker mi nič ni verjel. In potem smo rešili, ja, to je bil eden od začetkov, v bistvu res. Se ti zdi, da si vedno imel v sebi ta drive, mislim, to mora človek imeti kar pogum, ne? Že prvo, da rečeš, glede te ideje, pol dobiš to priložnost, moraš se zbrati in to speljati. Bi rekel, da je to v tebi, ali si to zgradil, so bili starši? Verjetno to mora biti na nek način seveda v tebi, da imaš neke take želje. Potem pa jasno skozi vse izkušnje se kališ in seveda tudi okrepeniš v nekaterih stvarih in vse te stvari ti postajajo, kot je javno nastopanje in tako naprej, ti postajajo vedno bolj normalne in to je pač potem nek način življenja. In tebi je uspelo nekaj, kar bi si vsak človek želel. No, mi tu v bistvu pri Fajn podcastu vedno znova ugotovimo, da če delaš tisto, kar te veseli, si lahko res srečen. In ti si v bistvu svoj ta nek obstranski oziroma hobi, nekaj, kar si srcem delo spremenil v svojo karierno zgodbo, ki je že več kot 30 let. Ja, moram reči, da je dejansko točno s temi besedami enkrat to povedal, ko moj kasnejši prijatelj, dr. Jim Austin, on je bil vodja Houstonskega festivala in v Montrealu sem enkrat bil na eni konferenci, čisto slučajno, in potem je on predaval in je takrat rekel, moram vam povedati, da je dejansko, da smo blagoslovljeni zaradi tega, ker delamo poklic, ki nam je obenem hobi in smo zato še dobro plačani. Torej tisti prvi del res, drugi del verjetno, če bi bil danes bogat odvetnik, kar sem najprej mislil biti, ne bi bil, ampak je, dovolj je vsega, dovolj je sredstva za življenje, predvsem pa je zelo važno, če svoj hobi živiš, to je neodplačeno. To, kar je meni zanimivo pri tebi, je tudi to, da si ti tudi pol izobrazbo na nek način pridobil na tem področju, ne? Se pravi Certified Festival and Events Festival and Events Executive, ja. In to ima samo 200 ljudi, oziroma tu nekje mislim, da je zdaj malo več. Ja. No, takrat, ko sem jaz to naredil, to je bilo leta proti koncu prejšnjega tisočletja, to je skupen program Purdue University iz Indijane in Svetovnega združenja festivalov. No in to so zelo zanimive praktične reči in takrat jih je bilo enih 150, mislim da, zdaj pa enih 200-220, sigurno pa skozi ta program neke spretnosti, neka znanja, ki jih drugače ne bi dobiš in je, kar moram reči, ni ravno najbolj enostavno, ampak koristi pa ogromno. Vse to, ne, ker marsikdo bi si mislil, da je organizacija eventov ali pa take stvari, delati neko zabavo, pa to nekaj pač, kar delaš tak malo, to lahko vsak, ne, ampak v resnici je kar pomembno, da človek dosti stvari zna obvladovati. Za vsako stvarjo se skriva obrt na koncu, ne, in tudi to, kar mi počnemo v našem poklicu, je obrt in nekatera znanja, ki jih potem vidiš, da imaš, se sploh ne zavedaš, da jih imaš, še posebej, ko se pogovarjaš z drugimi ljudmi, ki se jim zdi tako strašansko komplicirano. Nam v tem poslu pa je to nekaj čisto popolnoma normalnega, tako da
Ja, zanimivo je. In te mednarodne izkušnje so seveda neprecenljive in izjemno zanimive. Res je, da takrat, ko sem jaz to naredil, ni bilo še nobenega iz Evrope, ko je to imel, zdaj pa mislim, da je že kdo, ampak si me spomnil, da bom točno šel danes pogledat, ko prijem v pisarno, da vidim, kako se je ta lista povečala. Ampak kot si omenil, ti si pravzaprav študiral pravo, čakala te v bistvu pisarna, že vse pripravljeno, ampak na koncu se odločiš vseeno za ta bolj... Srce potegne, to je dejstvo, srce potegne. Imel sem tudi firmo, takrat ukvarjal sem se s prodajo pohištva, takrat sem ga prodal več kot Jekloteh na Merkur v Mariboru, recimo, ki je bila glavna tovarna s pohištvom, je premagalo ljubezen do kulture, premagala in moram reči, da mi niti približno seveda ni žal. Kaj bi ti rekel, da je pa res tisto najboljše pri tem? Zakaj te je tako potegnilo v to namesto druge stvari? To je težko razložiti na koncu, to je način življenja specifičen. To so ljudje, ki se ukvarjajo s kulturo, najprej z folkloro. Ne smemo pozabiti, da so bila zakaj smo začeli s festivalom v Mariboru? Zaradi tega, ker ko smo bili študenti, smo potovali po celem svetu, po vseh kontinentih na koncu in tista druženja, ko se spontano v čakanju na nastop združi iz različnih skupin iz vsega sveta, ne vem, 5, 10 harmonik, ne vem koliko kitar, kontrabasov in ko začnejo šibati med sabo. In to so nepopisne občutki in tisti dnevi in noči prebedene recimo in ta prijateljstva in ta druženja je nekaj, kar te zastrupi. In zaradi tega smo začeli potem, ko smo nekje doštudirali, rekli, zdaj bomo pa mi to prinesli v Maribor. Če mi več ne moramo po svetu, bomo prinesli in tako je nastal pravzaprav Folkart, iz katerega pa se je čez 4 leta razvil festival Lent. Torej, na ta način gre ta zgodba in to je tista zastrupljenost. Potem pa seveda vse ostale stvari, druge odlike kulture na koncu koncev. Ta utrip, kako bi rekel, to svetovljanstvo, ki se te na ta način dotakne, to je droga, ki se potem težko znebiš in krasno je početi, tako kot sem rekel prej, oziroma sem rekla oba poklic, ki te v enem hobi. Ja, in hkrati ste, tako kot si rekel, ste začeli z nekim prijateljstvom in se mi zdi, da je v bistvu tebi kot nekemu vodji in direktoru uspelo to skozi vsa ta leta ohraniti ta nek prijateljski način z ekipo, ta družinski vibe, se pravi ta nek način. Ne, najprej je bilo treba jih strenirati na koncu, ker na začetku mi niso šmirnali 5 postov. Kak si pa to, kak si si postavil? Ja, ne vem, verjetno z delom, z vsem tem skupaj, s tem, da znam tudi zrojiti, pa tudi s tem, da sem zelo resno mislil, da sem prvi v enaki. In na ta način smo vedno funkcionirali. Skušam seveda stvari lepo, normalno, v kozarčku, tak. Je pa res, to pa vpraša moje prijatelje, ko pa dreknem, so pa mirni. Mislim, ker vodenje ljudi, sploh tako velike organizacije, je v bistvu kar veliki izziv za marsikoga, ne. Tebi pa vsa ta leta že to uspeva. Bi rekel še, da imaš kako osebno lastnost, zaradi katere ti potem ljudje sledijo? To moraš druge vprašati, tega pa jaz ne vem. Rekli so mi samo, da včasih znam zelo grdo gledati, ko meni tak ne vem, ko sem jezen, drugače pa prijazen tudi znam biti. Ne vem, verjetno mešanca tega prijateljstva, onega drugega. Korona je bila recimo en taki čas izzivov, ne. Kdo je mogel pač spustiti svoj posel in to. Bi kdaj lahko počel kaj drugega, naprimer se znaš živeti v to, da bi Se bom počel tudi kaj drugega na koncu. Kaj te še? Torej dejansko moja stvar, ki me najbolj v življenju dejansko privlači, pomirjen, tako je branje, torej koliko imam še za prebrati na koncu. Zdaj sem Camilla Kugo zopet zaradi tega recimo prebral in tako naprej. Korona mi je na začetku prišla zelo dobro. Naenkrat je zasekalo in se nisem na danes na jutri več rabo ukvarjati za sponzorji, kje bo, oni oder, kje bo to, na kak način, torej moram reči, prvi del je bil prav pomirjujoč, potem so pa seveda stvari šle dalje, ampak seveda tudi penzija se nekje bliža, moj, torej koniček in to sem pravzaprav hotel iti najprej študirati, potem dostikrat ne govorim, je klasična filologija. Jaz še ne vem, mutim marsikaterem jeziku, ampak ne znam jih dovolj dobro, recimo. In to so stvari, to so konički, to so hobiji, s katerimi bi seveda se mirno lahko zabaval še dolgo časa. Zdaj v tem obdobju ni bilo časa dovolj, ampak to me vse čaka. Povej mi še, družina, recimo tvoja, bi rekel, da je bila močen suport tebi ali je bilo bolj to, da so šli s tabo? Kak je bilo s tem supportom? Katera družina? Tista, iz katere izhajam, ali tista, ki sem si jo ustvaril? Obe, v bistvu, Tista prejšnja družina, tisti niso vedeli, da v šolo hodim sploh na koncu, tako da tam nekega strašnega suporta ne moram reči, da je bil. Ta moja družina pa seveda zanesljivo, da ja. Seveda so vsi sodelovali pri vsem tem, kar sem v življenju počel. Moja hči je bila stara 5 let, pa je na otroškem Lentu, takrat smo imeli šotor tukaj, Lego šotor, ni hotela iti domov, dokler ni tal poribala do konca in tako naprej. In seveda so to
In družina in družba in vsi skupaj smo bili jasno da vpeti v to ves čas in zaradi tega je ta support strašansko pomemben in vedno sem ga imel. Najbrž te je to tudi v bistvu obdržalo v Mariboru, ker marsikdo iz Maribora beži, sploh ljudje z velikimi idejami se jim zdi, da ne morejo v Mariboru nekako se uresničiti, ampak ti si pa tu zgradil to neko Če pa je tu krasno. In small is beautiful, to sem vedno rekel, to je že ne znam, poglej, to je eno mesto, ki ima en vibe, en specifičen na koncu. Je na križišču poti, poznaš praktično skoraj vse, je mirno, je varno, je prekrasno na koncu in če hočeš kam iti, greš, potuješ. Jaz vedno sem vriskal, ko sem se vračal, čeprav sem rad hodil po svetu na koncu in srečen sem ne samo to, da sem jaz ostal tukaj in moja družina, srečen sem, da zdaj ostaja tudi moja hči v Mariboru, pa bi lahko šla kamorkoli na svetu, da ostaja moja vnukinja in to so momenti, ki strašansko štejejo. Se pravi, da ostaja v bistvu družina in tisti, ki so ti blizu ob tebi. Absolutno. Kaj pa največja lekcija v tvojem življenju? Kdaj je bilo najtežje in kak si šel preko? Vse jih je bilo kar dosti, ampak dejansko so te stvari pomembne, pravzaprav izziv. In seveda, ko se z nečem spopadeš, ne smeš več puške korku. Dosti krat je bilo, da bi se najrajše pokril, čez glavo, pa prespal, pa da bi se potem drugi dan samo po sebi zgodilo, ampak ni, to je samo v grški tragediji, pride deus ex machina, v življenju pa tega ni, torej treba vstati se s tem soočiti in iti naprej. Bistvo je vzorec je, ko pride takšna stvar, mora biti izziv, zdaj se spopasti in šiva dalje. In iti naprej, in skozi delati. In imeti prijatelje, in imeti družino. Tako. Kaj pa je tisto najpomembnejše, Gogo, v življenju, kar danes človek rabi, da preživi? Kaj se ti zdi pomembno? Mogoče tudi predati vnuki? Zrak, voda, recimo na to pozabljamo, zaradi tega vsi na referendum, torej 11. julija. Seveda, vsak potrebuje sredstva za preživetje in mi, ki imamo redne službe, smo presrečni, da dejansko to imamo danes. Ta čas, ta turbokapitalistični, neoliberalen čas je grozen na koncu in težko je živeti, če ne moreš preživeti. Torej, potrebuješ seveda tudi sredstva, da preživiš. Potrebuješ zrak, vodo, prijatelje, sredstva. Ostalo si pa potem na koncu ustvariš in seveda dobro misli v sebi. In vero vase najbrž. To pa si seveda, če je nimaš, mogoče lahko zgradiš, ampak če nimaš dobre misli v srcu načelno, potem je vse drugo in vejn. Hvala, Gogo. Dragi poslušalci in gledalci, z dobro mislijo v srcu gremo danes v dan in se vidimo kmalu spet. Hvala. Čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.